pomladni seriji prispevkov za električno kono smo obdelali različne relacijske vožnje, da razbijemo vsaj ta mit, ker je večino še vedno strah samo tega, da ima takšen avto premajhen doseg. No, danes bom pokazal nekaj drugega. V bistvu še mene zanima, kakšen bo rezultat, ampak iz izkušenj sem se naučil, da vedno pričakujem nepričakovano. Vreme je bolj tako, ura je 9:30, temperatura zunaj 14 stopinj, doseg pa 356 km. Ampak že iz prejšnjih prispevkov vemo, da je ta še kako odvisen od vožnje in je lahko v praksi manjši ali pa celo večji. Osem ur časa imam, torej en cel šiht, da kar se da izprazam tole 445 kg težko baterijo pod mano. Ampak veljajo samo mestne ulice, kjer hitrost nikjer ne preseže 70 km/h, večinoma pa je 50 ali celo manj. Veliko je speljevanj in ustavljanj in tukaj običajni avtomobili z motorji z notranjim izgorevanjem pogorijo na celi črti. Saj veste, vedno rečemo, da je na relaciji poraba, 5 litrov na 100 km, na avtocesti 6, v mestu pa 8, torej veliko. Kaj pa se zgodi pri električnem avtu? Ura je 11, prevozil sem pa že celih 24 km pa pol. Je pa jutranja konica za mano, tako da bo zdaj šlo hitrej. Upam. Večino skrbi, kako bodo polnili svoj električni avto. Upravičeno, seveda. Če ne živiš v hiši, bo to problem, dokler se stanovalci v blokih ne bodo skupaj dogovorili in šli v investicije za polnilnice. Pri novih blokih sicer tudi takšne stvari že upoštevajo, ne pa povsod, tako da kar težite svojim upravnikom. Mimogrede, ful zanimiv podatek. Zadnjič sem izvedel, da smo Slovenci drugi v Evropi po enostanovanjskih hišah. Pred nami so samo Hrvati, kar pomeni, da bi morali biti pri nas praktično zanemarljivo malo težav s tem, kje bomo dejansko polnili svoj električni avto. Ura je 1, v 3 urah pa pol sem uspel prevoziti že celih 66 km. Poraba je 12,5 kWh na 100 km, doseg pa 318. A veste, da je promet po onesnaževanju v Evropi šele na drugem mestu, če gledamo samo emisije CO2, ki so v resnici samo način za obdavčevanje, ne pa realni onesnaževalec, ampak pustimo to. Na prvem mestu je energetika, takoj za prometom pa industrija. Torej se lahko proizvajalci avtov še tako trudijo in delajo čiste avte, pa bo to še vedno samo četrtina vseh emisij. Bi rekli, da to ni pa nič, ampak treba je postopoma spreminjati celoto, pa bodo rezultati nekoč pozitivni. Ok, ura je 2 in vidim oziroma slišim še en problem električnih avtov. Da je noter večinoma tako tih, da slišite kruljenje svojega praznega trebuha, če ste tako lačni, kot sem zdaj jaz. Sem tudi smotan, da si nisem vzel česa sabo za jesti, ampak pozabil sem, da se ne smem ustavljati. Prednost, na katero malo kdo pomisli pri takšnem avtu, pa je predvsem enostavnost vožnje. Tišina je že eno, ampak to, s kakšno lahkoto se premika, je tisto, kar čisto vsakega navduši. Speljevanja so zelo hitra, ker se avto kar odlep z mesta v trenutku, ko spustite zavoro. Ni tizga, potem pa spelje. In ko pospešuje, to počne tako zvezno in s tako lahkoto, da se bodo klasični avti, kjer motor ropota in menjalnik vmes prestavlja, zdaj kot iz srednjega veka. Ja, tako je. Tukaj je ena prestava in vleče vse do končne hitrosti. Tukaj je to 167 km/h in 7,6 sekunde rab do 100. Namen teh prispevkov seveda ni, da čez vse hvalimo električne avte, kot da zdaj pa to edino, kar lahko obstaja. Daleč od tega. Bo še kar nekaj nafte zgoreli, preden se bomo lahko vsi vozili s takšnimi avti. Je pa takšna kona super izgovor, da vam pokažemo, kako lahko brez skrbi boste tudi na elektriko. A vas sploh še zanima končni rezultat? Evo, po skoraj 8 urah neprestane vožnje sem prevozil 179 km po našem največjem mestu.
Poprečna poraba je bila 11,5 kWh na 100 km in če bi to preračunal, bi zapravil za 100 km približno 2,5 € po enotni tarifi. S takšnim načinom vožnje bi zdaj lahko prevozil še 248 km in če to seštejem, bi s polno baterijo naredil 430 km po mestu. Ja. Evo, več kot 8 ur svojega življenja sem zdaj zapravil za tole cifro. Ampak kaj sem zares ugotovil? Je, da bi mogel avto polniti vsakih 14 dni, če bi poprečno na dan prevozil 30 km. A veste, koliko jih poprečno Slovenc? Je 30.